Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pozdravljeni v izrednih novicah televizije ETV 18. maja 2020. Z današnjim dnem so v šolske klopi znova sedli učenci prve triade osnovne šole in zaključnih letnikov v srednjih šolah. Odpirajo se še trgovski centri, vrtci, notranjosti gostinskih lokalov, še vedno pa ostajajo zaprti fitness centri. Vprašali smo vodjo Spin centra na Izlakah Igorja Trampuža po njegovem mnenju in o tem, kakšne alternative je ob tem pripravil. Raj ne bi komentiral, ker se ne strinjam s tem, ker če je lahko vse odprt, ne vem, zakaj ne morajo še fitness odpreti, ker imamo urejene prezračevanje, imamo vsi razkužila pripravljen, receptorji bi imeli maske, med sami rekviziti je dovolj prostora, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj smo še zaprti. Ko so nas zaprli, pa smo začeli s tem brezplačnimi online treningi prek Facebooka. Mislim, da je bil kar lep, zanimiv odziv, je bilo luškano, dobra reklama tudi, v bistvu tudi zaradi tega smo pač šli v to zadevo in da ljudje so imeli kaj početi doma, ne, da so sam čepeli in čakali, kdaj bo konc tega, ne. Tako da smo dobro delo naredili, saj mislim, da o ponedeljkih in sredih imamo v Europarku na Lokosrenskem strelišču dvakrat na teden skupinske treninge, danes začnemo, pa še vedno pod različnimi pogoji, ne bomo uporabljali rekvizitov, ne bomo imeli ozvočenja, pač bomo šli v naravo, naredili luškan trening, ko se pa to sprosti, začnemo pa z normalnimi treningi takšne, kot smo imeli prejšnja leta. Vsak se lahko prijavi v bistvu s svojimi temi rednimi, pošiljam SMS-e, drugače oglašujem na Facebooku, tam je tudi moja telefonska, pač samo pošlje SMS, pridem, ga spoznam in lahko z nam telovadi bilo kdo. Včeraj, 17. maja, bi bil 70. rojstni dan nekdanjega predsednika Republike Slovenije, nekdanjega predsednika vlade Republike Slovenije in nekdanjega predsednika Jugoslavije, dr. Janeza Drnovška. Ob tej priložnosti je občina Zagorje ob Savi z županom Matjažem Švaganom organizirala krajšo kulturno prireditev, na kateri so nastopili učenci in učitelji glasbene šole Zagorje ob Savi. Ker na rojstni dan dr. Janeza Drnovška krajevna skupnost Kisovec Loke praznuje svoj praznik, smo predsednika sveta krajevne skupnosti Marjana Kovača prosili za nekaj besed o začetku praznika, za aktualne informacije in voščilo sokrajanom. Prvi znanilci našega praznovanja so vihrajoče zastave skozi Kisovec. Kisovec praznuje praznik od leta 2008. To pomeni, da ob smrti dr. Janeza Drnovška smo se odločili, da naj bi bil tradicionalni praznik 17. maj v spomin na našega rojaka, našega soseda, državnika Janeza Drnovška. Letos prvič po 12 letih ne bo uradnega praznovanja zaradi znanih razlogov koronavirusa. Običajno smo imeli vrsto športno-rekreativnih aktivnosti, imeli smo tradicionalni akademijo počastitev tega praznika, letos tega žal ne bo. Smo se pa odločili, da kljub temu na nek način obeležimo naš praznik in sicer na spletni strani krajevne skupnosti je objavljen scenarij prireditve, katera naj bi bila ravno v pretekli petek. V tem scenariju sem predstavil znamenite krajane, ki so tako ali drugače vplivali na razvoj, delo, pa tudi na znanje oziroma neznanje oziroma na popularnost krajevne skupnosti. Ime krajevne skupnosti in občine so ponešli širom Slovenije, nekateri od teh pa tudi širom Evrope. Zdaj, ta scenarij bo pač izveden v prihodnjem letu. Jaz upam in prepričan sem, da bojo pogoji takšni, da bomo v celoti lahko v živo predstavili ta naš že letos pripravljen scenarij. V nekaterih delih oziroma nekatere osebnosti bomo pa dodatno osvetlili, kar ni bilo zdaj mogoče v tej kratki verziji. Zdaj smo ravno na Čebinovem travniku. Kot vidite, je firma Vrtovi Taškar posejala travo.
V prihodnjih dneh naj bi se te pregrinjala odstranila, naj bi pričeli s košnjo tako na igrišču, kot tudi na celotnem čebinovem travniku. Po drugi strani to smo imenovali prvo fazo gradnje čebinovega travnika, ta še ni v celoti končana, manjkajo še okrog drevesa klopi, manjkajo še nekatera drevesa, da malo osenčimo ta celoten prostor. Po drugi strani se pa tudi že pripravljajo projekti in načrti za drugo fazo. Drugo fazo naj bi uresničili v bližnji prihodnosti. Volje imamo dovolj, vprašanje pa kako bo s finančnimi sredstvi. Glede na dogovor in glede na dobro sodelovanje z organi občine Zagorje ob Savi, pa glede na to, da je ta naš plan tudi v občinskih načrtih, računamo in pričakujemo, da bo ta celoten travnik vsaj v 2 letih končan, tako da bo ponos vsem Kisočanom, pa tudi prijeten pogled bo ob vstopu v Kisovec. Zdaj ta travnik, kakršen je bil, sicer se malo že spreminja, ni bil ravno v ponos nam in pa občine Zagorje. V bodoče bo to bistveno drugače. V Čolnišah po dolgih letih pripravljamo ureditev postajališča. Treba je vedeti, da je v Čolniših, mislim, da je tam okrog 30 do 40 otrok, ki se vsakodnevno vozijo v šolo v Zagorje. Sedaj so bili prepuščeni vremenskim pogojem, zdaj naj bi se zgradilo to postajališče, zemlja je bila odkupljena, avtobusno postajališče imamo, v narekovaju rečeno, na zalogi, tako da bo v letošnjem letu naša želja je, da se to čim prej uredi, da uresničimo to dolgoletno željo krajanov. Je pa še nekaj pomembnega, to je sanacija oziroma ureditev regionalne ceste skozi Kisovec. To je, bi lahko rekel, naša rak rana, kajti želimo, da poskrbimo za varnost najmlajših, pa tudi starejših. Promet na tej regionalki se bistveno dviguje, okrog 10 tisoč vozil dnevno, si lahko vsakdo predstavlja, kakšna je lahko nevarnost. Do zdaj na srečo ni bilo kakšnih večjih nesreč, bomo pa to celotno traso uredili, bo pa to dejansko poskrbljeno za varnost in pa za izgled našega Kisovca. Iskreno čestitam vsem Kisočankam in Kisočanom za vaš in naš krajevni praznik. Srečno! Kot nam je še zaupal Marjan Kovač, so po Drnovškovi smrti za uporabo njegovega imena za krajevni praznik pridobili soglasje njegove sestre. Po trenutnem poslovanju smo vprašali podjetje ETI d.o.o. z Izlak. Poslali so nam naslednjo pisno izjavo generalnega direktorja magistra Tomaža Berginca. Citiramo. Kar se tiče poslovanja podjetja za letošnje leto, končnih rezultatov za prve 4 mesece še nimamo, lahko pa rečemo, da so prihodki v prvih 4 mesecih višji kot lansko leto. Sam april je bil sicer par procentov nižji od lanskega. Še vedno imamo dovolj naročil za maj in junij. Kaj nam bodo prinesli naslednji meseci, je danes še prezgodaj, da bi lahko komentirali. Konec citata. Občina Hrastnik obvešča, da z današnjim dnevom ukinja delovanje infocentra. Odslej lahko občanke in občani za informacije kontaktirajo na občino v časih delovnih ur. Kljub razglašenemu koncu epidemije pa se še naprej obnašajmo odgovorno. Umivajmo in razkužujemo si roke, uporabljajmo zaščitno masko, kjer je to potrebno, pazimo na varnostno razdaljo in pomagajmo tistim, ki pomoč potrebujejo. Ostanimo zdravi in srečno!